Zakaj ste se pri A1 odločili za spletne brihte? Ja, v bistvu to je del širše strategije podjetja A1. Podjetje A1 kot telekomunikacijski operater zagotavlja zelo širokemu spektru ljudi dostop do interneta. Internet pa ugotavljamo ni samo pozitivno, ne, so tudi razne težave, lahko razne prevare na spletu in seveda mi želimo zagotoviti dejansko, da ljudje varno na internetu znajo soustvarjati. Pričemer je pa seveda najbolj pomembno, da izobražujemo ljudi, predvsem otroke. Otroci so tukaj najbolj ranljivi in zato smo se odločili, da skupaj z Zavodom Varni internet naredimo platformo Spletne brihte, ki na zabaven način predvsem otrokom dejansko pomaga do tega, da razumejo, kaj se na spletu dogaja, katere so nevarnosti in seveda se znajo tudi potem pametno odločati. V celotni skupini A1 Telekom Austria Group bi želeli na ta način seveda izobraziti preko 100.000 otrok v celi regiji. V Sloveniji dajmo reči, bomo zadovoljni ali pa zelo veseli, če nam bo uspel približno 12.000 otrok izobraziti. Izbiramo pa predvsem okolja izven glavnih mest, manjša okolja, predvsem zato, da dejansko tudi otroci na teh področjih dobijo priložnost, da se izobrazijo in seveda, da potem lahko normalno funkcionirajo na spletu, ki pa vemo, po drugi strani prinaša tudi veliko priložnosti. Otroci to dobro sprejemajo po celi Sloveniji, kamorkoli ste zdaj šli, v katerokoli okolje? Ja, seveda. Mislim, da do konca leta še 9 šol obiščemo, mislim, da smo že obiskali 27. Otroci so neverjetno veseli. Veste, takšna vsebina, ki pa je še podana na zabaven način, je za njih, se mi zdi, en tak dejansko zelo dober primer načina, kako srkajo to znanje na najbolj primeren način. In moram reči, da do sedaj imamo res dobre odzive in jaz bi se tukaj seveda zahvalil tudi našemu ekosistemu, predvsem Zavodu Varni internet, ki res na dober način predstavlja otrokom najtežje stvari na spletu. Sem vodja Zavoda Varni internet, ki se že dobrih 13 let ukvarjamo z temami, ki so povezane z varno, odgovorno, predvsem učinkovito uporabo spleta. In z velikim veseljem pravzaprav se tukaj temu našim aktivnostim vključil tudi A1, kjer bomo zdaj naslednje 3 leta pravzaprav izobraževali otroke o tej zelo pomembni temi, s katero mislim, da je potrebno otroke nasloviti, jih pravzaprav ozavestiti, kaj se odzadaj za ekranom teh naših naprav dogaja takrat, ko jih na tak drugačen način uporabljajo in mislim, da je to en tak lep način, da kot smo videli na en tak malo zabaven način, igriv način, pravzaprav otroci osvojijo neka znanja, ki so povezane z varno in odgovorno uporabo spleta. A otroci vejo kaj o tem, ali ste presenečeni, koliko ne vejo ali koliko vejo? Dostikrat vprašamo, da pravzaprav otroci na neki deklarativni ravni seveda se zavedajo teh neprijetnosti. Sicer se ne zavedajo, v kakšen svet vstopajo, ker po nekih podatkih Live Internet Statesa recimo je v vsakem trenutku na internetu preko 5 milijard ljudi recimo, in to je nekaj, kar otroke precej fascinira oziroma jih potem kar malo postavi na tral, da dejansko internet ni tako majhen, kot si oni mogoče predstavljajo, da je to samo neko okolje, bom rekel tukaj Mojstra na plus 20-30 km recimo, ampak da dejansko v tem aktivnosti se vključuje ogromno ljudi in vsi se zavedamo, da vsi ne mislijo samo dobro na tem svetu, in zato sem rekel, na deklarativni ravni se seveda oni zavedajo, ampak ko pa pride do neke implementacije teh, bom rekel, pravil in znanj v internetu, pa dostikrat potem malo zašepajo oziroma se dostikrat ujamajo v kremplje teh skušnjav, ki jih naredijo. Predvsem zaradi nekega navideznega občutka varnosti, navideznega občutka anonimnosti, ki ga imajo, ko uporabljajo internet doma, v šoli, pri prijatelju, prijateljci. In ravno zaradi teh navideznih občutkov so nemalokrat pripravljeni narediti korak več, kot bi ga bili kadarkoli pripravljeni narediti v realnem življenju. In zato je zelo pomembno, da jih tako, kot jih v tej iniciativi Spletne brihte pravzaprav zaveščamo o tovrstnih stvareh in jim, kot sem že omenil, na nek zabaven, igriv način pravzaprav povemo resnost te veličine interneta. V 13 letih
Madonca že več ne štejemo, ampak govorimo lahko številki tam čez 50, okrog 100 tisoč, no med 50 pa 100 tisoč otrok dejansko. Vsako leto nekje okrog 130 šol obiščemo po Sloveniji, delujemo kar z nekaterimi mestnimi občinami tudi, no, tako da je kar veliko teh aktivnosti, no. Se mi zdi, da se iz dneva v dan te stvari nekako bolj zavedajo. Lahko pa povem eno malo anekdoto. Leta 2008, ko smo začeli s tovrstnimi aktivnostmi, nas je eden ravnatelj vprašal, z katerega planeta smo pa dol padali, ker o varnosti na internetu govoriti je bilo takrat še pravzaprav v Facebooku nastajanju in ni bilo veliko duha ne sluha v tovrstnih stvareh, tako da, ampak iz leta v leto se ta zgodba bistveno bolj mediji posvečajo več tega, čedalje več neprijetnosti se dogaja in se mi zdi prav, da to raste v bistvu in da bo, upam, da enkrat prišlo tudi v sistemski del izobraževanja tudi to vrstno tema. No. Ti manjše šole podeželske v bistvu niso bile, se niso vas posluževale toliko. Veste, tle je le po eni strani oddaljenost, po drugi strani tudi malo povezano s financami, se dostikrat ne morejo to vrstnih aktivnosti privoščiti, ne, in zato smo v tej vrsti te iniciativi šli ravno v to smer, ne, pravzaprav nekako geografsko uravnoteženost, predvsem v manjše kraje, v šole, ki imajo recimo temu manj kot 350 učencev, ker te so največkrat pravzaprav, ne bom rekel zanemarjene, ampak ponovadi se premalo pozabljene, se dostikrat ne oglasijo tja in dejstvo pa, da je internet je povsod, ne. Imamo ga na Triglavu, imamo ga na morju, povsod je internet, ne, in ne vem, zakaj otroci v teh manjših krajih ne bi bili deležni tovrstnih vsebin, ker jih prav tako potrebujejo kot ostali, ne. Točno tako, ne. Kdaj ste začeli s tem izobraževalnim programom Spletna brihta? V spletno brihto se je naša šola vključila takoj, ko smo dobili ponudbo varnega interneta, da pač podjetje A1 nudi brezplačne oziroma financira te delavnice in tako smo se prijavili in bili izbrani izmed toliko in toliko šol tudi mi. Ste se razveselili, da tudi vi kot manjša šola lahko pridete v konkurenco z večjimi šolami po mestu? Absolutno. Zelo sem vesela, da so se odločili, da hodijo po teh manjših šolah, po teh manjših vaseh, krajih, da tudi to znanje, ki ga delijo po mestih, pride do ušes naših otrok. Kaj pa otroci? Kako so otroci to sprejeli? Kot smo videli danes ob tem kvizu, je bilo videti kar dovolj vzdušja, energije. Res je, otroci so zelo navdušeni, tudi sama sem spremljala te delavnice, z veseljem in z veliko radostjo so spremljali in tudi sodelovali in na koncu smo videli tudi veliko novega naučili. Predvsem, mogoče, da še to povem, predvsem o tem, katere nevarnosti so na spletu, kako morajo gesla, kako morajo zavarovati svoje mobitele, kako računalnike, s kom se lahko pogovarjajo na internetu, zakaj ni dobro tujcev sprejemati in seveda še in še. Hvala za pogovor, srečno vsem skupaj tudi v letu 2022. Hvala tudi vam in srečno vsem skupaj. Jaz sem se pa naučil, da splet ni samo zabaven, ampak je tudi nasilje gor pa te stvari. Splet je nevaren, ful hitro ti lahko nekdo not odre. Velikokrat se lahko nekaj zatipkaš in pol daš kaj, kar nočeš gor na splet in pol lahko to se zgodi, da pol tega ne znaš izbrisati. Kaj pa pomeni, če ti nekdo udre v splet? Lahko izve vse tvoje podatke, lahko tudi izve od tvojih staršev. Meni ati skozi govori, ne devi svoje podatke, ki pa lahko tudi meni vzamejo, ki ima on moj mail in pa bi lahko tudi njemu prišli do bančnega računa. Nekateri imajo naprimer gesla 111, vsak jih lahko pogrunta z lahkoto. In kakšno mora biti geslo, da je varno? Zapleteno, več kot 8 črk. To je, če te nekdo pozna, pa ti vzame telefon, lahko takoj udre, če imaš tako geslo. A pa ste to že prej vedeli, a ste danes kaj novega vedeli? Nekatere stvari smo že vedeli, nekatere ne. Za Bluetooth smo nekaj vedeli, to je bilo v bistvu ful zanimiv. Nikoli ne bi uganil, da Bluetooth, zato ker je do veliko borovnic. Zdaj bom šel vedno manj iz spletnih strani, ko bom ugasnil telefon. Ja, pa zelo ful več aplikacij. Moj ati itak zdaj uporablja Vasto. Zdaj že jaz nekaj časa uporabljam za klepanje aplikacij, to pomeni, da moram iti v telefon, geslo in pa
in potem v vsako drugo aplikacijo, ki sem si jo nastavil, z geslom še enkrat. To je bolj varno. Ja. V bistvu ni neumno, tam tudi jaz.